Druga seja zbora članov strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti je potekala 22. februarja 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Predstavljene so bile aktivnosti prve in druge faze SRIP-a MatPro ter načrt prihodnjih aktivnosti po posameznih fokusnih področjih na področju napovedovanja kompetenc in razvoja zaposlenih, trajnostnega delovanja in internacionalizacije. Kako pa vi komentirate danes predstavljene pretekle in načrtovane aktivnosti SRIP-a MatPro? Komentiram jih lahko predvsem iz tega, da dobivamo samo pozitivne potrditve prve faze, ki je bila zaključena konec julija in potrjene zdaj že tudi druge faze udejanjanja akcijskega načrta, ki smo si ga zastavili v našem strateško-razvojno-inovacijskem partnerstvu MatPro. V začetku februarja je bila podpisana tudi že pogodba za sofinanciranje druge faze in glede na to, da nas služba vlade za razvoj in kohezijo umešča na prvo mesto prepoznavnosti in aktivnosti, ki jih peljemo v SRIP-u, lahko rečem, da smo lahko vsi skupaj, ki smo v tem partnerstvu, zelo zadovoljni z uresničevanjem vseh teh aktivnosti. Se pa že kažejo tudi prvi rezultati. Ne samo skozi udejanjanje projektov povezanih z fokusnimi področji in pridobivanjem sredstev, ampak tudi z nekaterimi drugimi strateškimi projekti, kot so začetek uresničevanja in priprave karierne platforme, ki se je izkazala kot ena izmed ključnih zaradi potreb po človeških virih, po kadrih, ki jih imamo na vseh nivojih v gospodarstvu, hkrati tudi začetek aktivnosti na področju trajnosti, internacionalizacije in vse to seveda daje veliko optimizma tudi za naprej, hkrati pa tudi zaveze, da bomo še hitreje, še intenzivneje stopili po tej poti. V panogi, v dejavnosti, v kateri delujemo, se stvari zelo, zelo hitro odvijajo in tudi mi moramo biti z našimi aktivnostmi zelo hitri. MatPro mislimo, da je primer dobre prakse, grejo v smeri, kot smo jo začrtali, z skupnimi pripravo zahtevnejših raziskovalno-razvojnih projektov, rezultati katerih grejo že prvi na trg. Angažma podjetij in institucij znanja, skupen angažma pomeni kvalitativno spremembo tega, kar se je dogajalo za nazaj, in to je bistvo SRIP-ov, to je bistvo pametne specializacije. Ne da uporabimo drug celofan za isto stvar, ampak da spremenimo vzorec obnašanja. Na današnji seji SRIP-a MatPro se je ponovno pokazalo, da prihaja do skupnega nastopa recimo med tremi jeklarnami, kar se prej ni dogajalo, da prihaja do skupnega razvojnega sodelovanja med obema velikima proizvajalcema na področju aluminija, da prihaja do skupnih iniciativ, ko gre za uvajanje novih tehnologij v celotni panogi, da prihaja do skupnega razmisleka med celotno panogo in državo, kakšne skupno raziskovalno infrastrukturo bi bilo možno vzpostavljati, da prihaja do skupnega angažmaja v tem, kakšne kadre bomo potrebovali, kjer se povezujejo kadrovski oddelki podjetij skupaj z podpornimi institucijami in državo. Iz tega pa lahko samo potegnemo po črto, da so to tiste razlike, ki jih neuspešne regije in države niso sposobne narediti. In v tem je bistvo tako SRIP-a MatPro kot ostalih SRIP-ov in pametne specializacije. Jaz si samo želim, da bomo, ne glede na velik napredek, ki je bil že storjen, da vendarle izkoristimo to obdobje rasti, visokih dobičkonosnosti, kar je bilo tudi pokazano, in da skupnimi napori povečamo vlaganja v prihodnost, tako v smislu kadrov in še posebej v smislu raziskav in razvoja. Tukaj se kažejo določeni zaskrbljujoči trendi, namreč da premalo izkoriščamo to obdobje debelih krav, in to tako znotraj podjetij kot med podjetji v sodelovanju z raziskovalno sfero, in tukaj moramo vsi skupaj, mislim, da si naliti čistega vina, da je bilo storjeno sicer korak v pravi smeri, vendar da če hočemo res narediti ta preboj, potem moramo še narediti bistveno več in se ne smemo zadovoljiti z napredkom, ki smo ga do sedaj dosegli.